Zdaj si še jaz dovolim vzeti nekaj besede. Sicer bom začel pri tem, da se najbrž marsikdo tudi tu v dvorani sprašuje, v javnosti pa se kar naprej sprašujejo, zakaj se teolog... Ja, jaz govorim, ampak... Sabotaža, ja. Tehnične težave so. Bo v redu zdaj? Ja. Zakaj se teolog ukvarja s politiko in zakaj se cerkev po tem teologu, ki tu sedi, vmešava v politiko. Tako se to največkrat interpretira v Sloveniji. Zaradi tega, ker jaz osebno sebi ne dovolim, da mi bo kdorkoli omejeval politični prostor v državi, za katero sem tudi kaj naredil, zato da je sploh nastala. In zato, ker ne dovolim, da bi v tej državi kdorkoli kristijanom in cerkvi kot instituciji odrekal tiste pravice, ki jih imamo vsi enake, ne glede na vero, raso, spol in tako naprej. Zato demonstrativno sedim tukaj in še bom kje drugot in zato tudi v javnosti demonstrativno branim pozicijo sedanjega predsednika vlade. Za drugo točko našega nocojšnjega srečanja pa sem pogledal malo v slovensko ustavo oziroma njeno temeljno listino in se rekel, en odstavek te temeljne listine prebral, da se lahko potem navežem tudi naprej z svojim razmislekom. V 3. odstavku pravi, ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice, nacionalne pravice in pravice republik in avtonomnih pokrajin in ob vseh naslednjih dejstvih, smo se Slovenci odločili za svojo državo. Torej v SFRJ so se hudo kršile človekove pravice. To smo zapisali v temeljni listini. In ob tem se sprašujem, kako je mogoče, da po dobrih 2 desetletjih oživljamo SFRJ v Sloveniji z simboli, z gesli, s parolami in s političnimi strankami, ki nam kar naprej skušajo to državo vrniti v miselni svet SFRJ. Tega enostavno ne moremo dopustiti in dovoliti, ker smo to zapisali v temeljni listini kot posledico plebiscita, katerega sem prepričan, da smo vsi, ki smo tukaj, se 100% udeležili, razen tisti, ki še niste bili na svetu. Tretji vidik, ki se mi zdi pomemben, je vidik strankarskega življenja v slovenskem političnem prostoru. Odkar imamo svojo državo, so stare sile kontinuitete neprestano problematizirale strankarstvo. Strankarstvo se razume kot kreganje. Strankarstvo se razume kot, tako rekoč, nepotrebni del političnega življenja. Brez strank ni demokracije. Z eno stranko se vračamo v totalitarni sistem. Tudi z raznimi frontno-socialističnimi variantami, kakršne so se skušale recimo dogajati, če se spomnite, v združevanju strank, ki so končale v LDS-u, kakor se skuša sedaj vedno znova z novimi obrazi, z novimi strankami in tako naprej. Z vsemi temi manovri se pravzaprav prebivalstvo te dežele skuša pristuditi strankarsko življenje oziroma delovanje politike po strankarski poti. Mi vsi, kot državljani, smo ta država. Mi vsi imamo pravico, da ali po politični strankarski poti vplivamo na delovanje te države, ali pa po civilni poti. Jaz seveda sem se odločil za to, da bom to počel po civilni poti, ne po strankarski poti. In obe sta legitimni in obe morata biti,
In če posamezniki odpovemo ali v strankarskem življenju, ali v civilnem življenju, potem s tem dajemo prosti hod in prosto pot tistim, ki državo kar naprej kradejo. Kradejo seveda zase. Ko govorijo proti strankam, sami ustanavljajo vedno nove stranke, v katerih so v ozadju vedno isti stari ljudje. Če pogledamo vse afere, od orožarske afere do Depale vasi, Patrije in te zadnje v povezavi z protikorupcijsko komisijo, lahko ugotovimo, da so pri vseh aferah tudi v ozadju vlekli niti isti ljudje. Ne samo sivi strici, ampak tudi strici brez las. In pa mislim gospoda Rončeviča, ki je in zaradi tega dejstva, da se to da slediti skozi vse 4 afere, sem se seveda na začetku izbruha te afere vprašal. Najprej metodični dvom. Ali je morda kaj res? Zakaj pa ne? Moraš se vprašati. Ali je pa morda kaj res na celi stvari? Potem sem v enem od spletnih časopisov bral nekdanjega člana SDS, gospoda Hvalico, ki je rekel, da zdaj bodo pač eni svojega Boga Janšo z vsemi sredstvi branili. Zame gospod Janša ni Bog, ker jaz kot kristjan verjamem v koga drugega kot Boga, ne v gospoda Janša kot Boga. In tudi gospod Janša jim najbrž v življenju naredil kakšno napako, tako kot jaz, pa vsi, ki tu sedimo. Še najbolj pa tisti, ki mu kar naprej očitajo, da dela napake. Tako da nobeden ni seveda v principu vedno nedolžen in brez greha. Ja ne morem pomagati jaz. Nisem jaz kriv. Meni se nič ne dogaja, razen to, da ne dobim včasih glasu. No in od tu naprej... A ne imamo oba? Morda bo pa tako funkcioniralo. Od tu naprej se potem postavlja vprašanje, če pač gledaš na politika z neko distanco in tudi dopuščaš, da je naredil nekaj narobe, potem je potrebno videti, kaj je zdaj tisto, kar je naredil in eventualno naredil narobe. Gospod Brščič je to že v detajle razložil, zato se jaz v ta del debate ne bi spuščal in je ne bi ponavljal. Se pa postavlja tudi meni to vprašanje, kako je mogoče, da neka komisija, ki ima sebe za moralnega arbitra, kateri lahko čez noč odstavi kateregakoli politika v tej državi, sama sebe z dejstvi in dokazi in argumenti ne zavaruje tako močno, da ji ni hodič ne bi prišel do kraja. Zdaj pa je preteklo dobrih teden dni, pa smo jo praktično razcefrali na prafaktorje. Prve dni so seveda nekateri mediji to prodali kot dogmo. Če v nadaljevanju sledite recimo samo časopis Finance, tudi tam prva 2 dni so v Financah bili komentarji, ki so pozivali predsednika vlade k odstopu. Potem v nadaljevanju pa beremo vse kaj drugega. Tu se moramo tudi vprašati, kaj je s temi slovenskimi mediji. Mediji bi morali prvi biti kritični do vsakega pojava, ki se v tej družbi lansira kot afera, ne pa da so sotvorci tega. In zato so tudi mediji v veliki večini, predvsem nacionalni mediji, ali tisti, ki pokrivajo praktično celo državo, so tudi del ukradene države. Zaradi tega, ker se napajajo iz tistega denarja, ki ga nekateri tej državi in nam državljanom neprestano kradejo.
In ker to počnejo, so sami najprej koruptivni. Korupcija je tudi v njih in oni se postavljajo za moralne arbitre ali do predsednika vlade ali kogarkoli drugega, sami pa v ozadju pravzaprav neprestano živijo od korupcije. Zdaj bo seveda hitro kakšen novinar Dnevnika rekel, a Štuhec, tvoja cerkev pa ni koruptivna. Ja, v enem delu je bila, zato ker se je spečala s tistimi, ki so v tej državi si jemali kredite na tak način, kot je gospod Brščič prej govoril. Ampak to ni vsa cerkev, najmanj pa je bil Štuhec tudi zraven, pa še kdo drug ni bil zraven. In kar tako počestni reči, tudi cerkev je bila zraven. Ne, cerkev kot cerkev ni bila zraven, ampak so bili morda njeni posamezniki. Če imamo torej korupcijo v medijih, če smo videli, kako je skorumpirano pravosodje, imamo seveda tudi neke vrste korupcijo v političnih partnerjih in v političnih strankah. Tu se moram dotakniti našega bivšega kolega iz Zbora za republiko, gospoda Viranta. Ko je gospod Virant ustanavljal svojo stranko, je to šlo iz našega Zbora za republiko. Del naših kolegov in kolegic, ki so z nami nekoč sedeli pri sestankih, je tudi takrat zapustil Zbor za republiko in je šel z gospodom Virantom. Če narediš tako potezo, ki je legitimna, vsak lahko ustanovi v demokraciji stranko, potem bodi vse toliko fair, da svojim kolegom, ki si jim bil celo predsedujoč, na zadnji seji rečeš, drage kolegice in kolegi, jaz sem se odločil, da grem svojo politično pot, pojutrišnjem ustanavljam svojo stranko, da ne boste izvedli iz časopisov, vam to jaz povem. Tega gospod Virant seveda ni naredil. Mi smo vse to izvedli postsestom iz časopisov, iz tistih medijev, ki so vedno prvi poročevalci vseh te vrste novic v Sloveniji. Gospod Virant, kot član stranke, ali pa celo predsedujoči član stranke, ki je v koaliciji, je zvedel od korupcijske komisije, da se nekaj pripravlja za predsednika vlade. Če sem jaz korekten partner v vladi ali v katerikoli druščini, grem k potencialni žrtvi in mu rečem, dragi kolega, slišal sem, to pa to se pripravlja, a mi lahko ti prej poveš, kaj ti o tej stvari misliš. Tega gospod Virant ni naredil. Šel je pred mikrofon in zahteval v 10 dneh odstop predsednika vlade. Mislim, da se marsikdo danes že tolče po glavi zaradi te prenagljenosti. Najbrž tudi v njegovi stranki. Upam, da tudi v njegovi stranki so že spregledali, da na ta način se ne moreš iti politike, najmanj pa dobre politike. Podobno bi lahko rekli tudi še za dva druga strankarska koalicijska partnerja, ki sta na vrat na nos verjela stvarem, ki so se iz dneva dan bolj sesuvale v sončni prah. Torej, če se tako dela v neki politični združbi, se ne smemo čuditi, da potem ljudje dobijo politiko servirano v tisti izdaji, ki veste, da je povezana z javno hišo. Jaz pa trdim, da politika ni to in ne sme biti to. Politika je skrb in delo za skupno dobro. Ta predsednik vlade je bil eden in danes edini preživeli akter tiste prve skupine ljudi, ki so nosili glavo na prodaj skupaj z mnogimi v teritorialni obrambi, zato da smo državo dobili. On ta trenutek simbolizira še zadnji steber slovenske osamosvojitve v slovenski politiki. Zadnji simbolni steber. In ta steber ne sme pasti, ker bo z njim padla osamosvojena Slovenija.